Obstajajo seveda take instant rešitve, kako se lahko v obdobjih, ko je zrak res zelo onesnažen, zaščitimo, da se izogibamo športa v bližini prometnih cest oziroma spremljamo koncentracijo delcev in zračimo stanovanje takrat, ko je koncentracija delcev najmanjša. Se pa moramo zavedati, da v resnici s tem ne rešujemo problema. Problem je v tem, da je treba količino onesnaževal v zunanjem zraku zmanjšati. Zrak je zelo pomemben za naše zdravje. Vsi ga dihamo vsak trenutek našega življenja. Onesnažen zrak je neposredno povezan z razvojem raka, najbolj z rakom pljuč, pa tudi številnimi drugimi raki, predvsem z otroškimi levkemijami pa možganskimi tumorji. Vpliva tudi na razvoj številnih drugih bolezni, internističnih. V Sloveniji živimo res v taki naravi, ker nas obdajajo gozdovi pa lepe reke in v bistvu imamo res tak občutek, da živimo v neki zeleni, krasni deželi, kar je dejansko res, ampak po drugi strani je pa res tudi to, da dihamo zelo onesnažen zrak. V bistvu vsi tisti ljudje, ki živijo po dolinah pa kotlinah, ki so neprevetrene, dihajo zrak zelo slabe kvalitete. Evropska agencija za okolje je zdaj Ljubljano v zadnjem letu vrstila na 709. mesto od 762, kar pomeni, da je bila Ljubljana med 7% mest z najslabšo kvaliteto zraka, po njihovih izračunih. Tukaj ni vetra, oziroma celo da vetrovi pihajo proti centru in prinašajo onesnaževala tja, ker je ljudi največ. Obenem pa so ta mesta že zdaj zelo onesnažena in zelo obremenjena s prometom. Zdravniki, tako tukaj v UKC-ju, kakor mi preko zdravniške zbornice, opozarjamo na to, da je Slovenija res neprimerna za gradnjo sežigalnice, sploh področja kotlin, sploh področja, ki so neprevetrena. Se nam zdi to res pomembno, da bi se ta čisto objektivna dejstva upoštevalo, ko se odloča o takih velikih projektih, ki so dragi. Še bolj dragi pa so, če povzročajo še dodatno veliko kolateralno škodo. Je relativna količina zraka, ki jo oni na svojo telesno mašo vdihnejo, bistveno večja, lahko tudi dvakrat glede na odraslega človeka. Drugič pa, ker nimajo še niti vzpostavljenega imunskega sistema. Druga skupina pa so bolni ljudje, ki že imajo take in drugačne bolezni, kjer ti delci so še tista dodatna pika na i, da recimo potem pride do infarkta, da pride do nekega hormonsko odvisnega ali pa neodvisnega raka. V preteklosti se je merilo sploh te večje delce. Dan danes se ukvarjamo predvsem s temi delci 2,5, PM2,5, ki so tudi v IARC klasifikaciji opredeljeni kot kancerogeni prve skupine. Da vedno več se govori tudi o ultrafinih delcih, ki so še veliko manjši. Zelo pomembno se zavedati tudi tega, da bolj ko so vsi ti delci različni, večja je možnost, da bodo med sabo součinkovali. Učinki različnih delcev pa se lahko v telesu seštevajo ali pa celo pomnožujejo. Tako da je pomembno tudi, da smo v stiku z zelo velikim številom različnih snovi, ki vsaka posebej toksično deluje. Če smo dolžni povedati pacientu, da ni dobro kaditi, če mu lahko povemo, da alkohol ni zdrav, da droge niso zdrave, da je dobro, da imamo nek aktiven življenjski slog, se mi zdi zelo pomembno tudi to, da mu povemo, da je važno, da živi v nekem zdravem okolju. Vsak posameznik lahko z majhnimi koraki v resnici zelo veliko naredi. S tem, da uporablja javni transport, s tem, da pazi, kaj kupuje, se pravi, da kupuje lokalne izdelke, lokalno hrano, trajnostna oblačila, elektroniko in druge aparate, ki se jih da popraviti. Je pa res, da lahko 100 posameznikov zelo dobro skrbi, potem pa pride eden in sploh, če ima denar, pa oblast lahko potem naredi zelo veliko škodo zraku, ki ga pa dihamo vsi. Neka panika absolutno ni na mestu, ker strah se mi zdi, da potem lahko preko enega takega neprijetnega občutka vodi samo zanikanje, pa po možnosti še kakšne teorije zarote, ki so popolnoma neproduktivne. Mislim, da je treba razmišljati ravno obratno, s kakimi koraki bi lahko stvari izboljšali. Tukaj je zelo pomembno, da se zavedamo, da vsaka stvar, ki jo naredimo boljše, kot smo jo naredili včeraj, bo prispevala v bistvu nekaj dobrega za vse nas, za naš zrak.